Dober dan, vsem skupaj. Nekaj vam povedati, dobri ljudje, kar se tu pri nas nekaj včerajšnjih pa dogaja. Samo včeraj se smo učali gor denen, pa preštemo razglas. Na znanje se vam davle, ka se je leto fričko okrog obrnilo, pa ka se začne novinarska konferenca v Čerenšovcaj. Dobrodošli vsi, ka ste prišli v Čerenšovce. Jako radi vam povejmo, zakaj smo se v kup pozvali. Višli smo, ka te dosta zanimivega čuli, pa ka te od toga lejko po radiji, televiziji, pa interneti gučali, pa pisali. V Čerenšovcaj, da se že 17. je namena fest zgodo, šterega nadrovno predstavniki društva predstavili. Povedano te pa še od domoljubnih prireditev, za štere si že tudi dolgo zna, ka so v Čerenšovcaj doma. Državni svetek združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, da se ga vsak še leto obstižaval pred Kleklovim domom. Pa ka vam ravno je vsega vene zvučin, do vam tej šteri so povlek, še več vsega toga, ka sem omenil, povedali. Jes na kratko, radi se mejte, dosta se smejte, pa pridite jesti, piti in se veseliti na naš 17. je namena fest. Najlepša vam hvala. Vam pa še enkrat lep pozdrav, spoštovani. Zahvaljujem se vam, da ste se odzvali našem povabilu in se udeležili današnje tiskovne konference, ki bo namenjena predstavitvi dogodkov v uvodu praznovanja državnega praznika Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali pogovorno, kot smo že prej rekli, prekmurskemu prazniku. V nadaljevanju pa bo predstavljen tudi je namena fest 2025, 17. po vrsti, ki je osrednja kulturno-turistična prireditev v občini in bo letos potekala 2 dni. Jaz sem Damjan Hozjan, predsednik Kulturno-turističnega društva, ki je organizator je namena festa. Bom danes vodil to tiskovno konferenco. V moji družbi pa sta gospa Vera Markoja, naša županja, in gospa Mateja Zelko, predsednica domoljubnega društva generala Majstra Črenšovci. Naj povem, da v občini Čerenšovci že vse od ustanovitve prekmurskega praznika, prav vsako leto na občinski proslavi praznujemo praznik Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznovanja so s prisotnostjo predsednika države bila toliko slovesnejša, odmevnejša, letos pa predsednice v Čerenšovce žal ne bo, bo pa predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, položil venec pred spomenik Jožefa Klekla. V občini Čerenšovci z občinsko proslavo obeležujemo praznik, vse od njegove ustanovitve. Lansko leto pa smo še posebej praznovali, saj je bilo v Čerenšovcih Kleklovo leto. Vsi dogodki, vsa energija je bila usmerjena v to, da se Jožefu Kleklu prizna za ves trud in da se mu priznajo zasluge pri priključitvi Prekmurja matični domovini. Več o pomenu praznovanja pa županja občine Čerenšovci, gospa Vera Markoja. Hvala. Torej, 106 let nazaj se je tu dogajalo domoljubje, bom rekla, in že takrat so bili Čerenšovci kot eno srce, ki je si močno prizadevalo za to, da bi ta del Slovenije pripadal naši Sloveniji. In jaz sem ponosna, da gradimo na tej močni narodni zavesti, da vsako leto obeležujemo praznik Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Naj povem, da poleg te osrednje slovesnosti, ki bo tudi letos, kot je Damjan omenil, bo prisoten in bo venec položil to leto predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, so temu prazniku oziroma tej tematiki pridruženi še tudi drugi dogodki. Tradicionalno imamo oziroma izvaja kulturno-turistično društvo, kateremu sem zelo hvaležna, akcijo Kup in izobesim slovensko zastavo. Tukaj naj povem, mislim, da že čez 200 zastav je bilo nabavljenih iz te akcije v vsakoletni, bom rekla, pred prazniki toliko bolj. In poleg tega tudi domoljubno kolesarjenje, tudi to se je prijelo kot tradicionalno in res
Moram reči tudi, da smo navdušeni nad mladimi. Omenjal je Damjan Kleklovo leto, lansko leto so bili številni dogodki posvečeni Jožefu Kleklu starejšemu. Veliko novega smo o njem zvedeli in mladi so bili navdušeni nad njegovim delom in so z veseljem tudi predstavljali to njegovo delo na raznih prireditvah, na kulturnih programih, tako da sem resnično ponosna na to, da v Črenšovcih gradimo to domoljubje. Zdaj ob prazniku, tako kot vsako leto, se spomnimo tudi naših zlatih maturantov. Letos imamo eno zlato maturantko, ki ji bom podelila tudi priznanje na tej osrednji slovesnosti. Hvala lepa, županja. Tako kot ste že slišali, bomo z večjimi dogodki obeležili ta naš praznik, tako z osrednjo občinsko slovesnostjo, kot potem z domoljubnim kolesarjenjem in zdaj že celoletno akcijo Keeping in the Base in slovensko zastavo. Naj povem, da kulturno-turistično društvo pri organizaciji teh dogodkov zelo tesno sodeluje z društvom generala Maistra. Z nami je predsednica domoljubnega društva generala Maistra Črenšovci, gospa Mateja Zelko, ki je zelo vpeta in zelo povezana z tem praznovanjem. Skupaj nekje peljemo to domoljubno zgodbo, pa da ne bom jaz predolg. Izvoli, Mateja, prosim, da bolj podrobno stvari predstaviš. Hvala lepa za besedo, pa lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, rada bi predstavila te omenjene pobude, ki jih peljemo, akcije oziroma prireditve v državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Torej, tudi letos, kot prva, se pravi, prireditev bo potekala v soboto, 16.8. ob 17.30 uri pred Kleklovim domom v Črenšovcih. Torej, to je slovesnost o polaganju venca pred spomenikom Jožefa Klekla, ki je bil pomemben narodni voditelj in duhovnik in je zaznamoval zgodovino Prekmurja. Letošnje leto bo venec, kot je bilo povedano, položil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič. Županja Vera Markoja bo imela pozdravni nagovor, slavnostni govornik pa bo gospod Marko Lotrič. Povabilu na prireditev se je odzval tudi Borut Pahor, častni občan občine Črenšovci, in vseh teh obiskov se seveda nad vse veselimo, se svojo prisotnostjo potrjujejo naš ponos in srčno pripadnost slovenskemu narodu. Ob tej priložnosti bo tudi pripravljen kratek kulturni program. Nastopila bosta Johana Kreslin in Damjan Hozjan z odlomki iz besedil, ki so bili objavljeni v osrednjem slovenskem časopisu Slovenec leta 1929, ko smo praznovali 10. obletnico združitve Prekmurja z matično domovino. Program bodo obogatili še oktet Belmura in ljudske pevke upokojenke. Ob prebiranju zgodovinskih besedil bomo začutili, kako goreče in predano so naši predniki gojili domoljubje, ki je takrat prežemalo in tudi danes, se pravi celotno Prekmurje. V tem jih želimo mi posnemati, ohranjati ljubezen do domovine ter navduševati za domoljubje tudi naše mlade. V okviru prireditve bo županja podelila priznanje zlati maturantki, kot je že sama povedala. Po slovesnosti pa sledi prijateljsko druženje na občinskem dvorišču, kjer bomo skupaj delili ponos, spomine, veselje v državnem prazniku. Vabljeni vsi, da se nam pridružite in skupaj z nami praznujete. Druga taka akcija, ki je tudi tradicionalna, se pravi, je kolesarjenje po branikih slovenstva. Ta bo potekala v nedeljo, 17.8. ob 16.30 uri. Kulturno-turistično društvo Črenšovci, Prekmursko društvo generala Maistra Črenšovci v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Črenšovci ter vaškimi odbori organizira to domoljubno kolesarjenje po branikih slovenstva v naši občini. Ob posameznem braniku se prisotni spomnimo pomembnih posameznikov in dogodkov, ki so zaznamovali zgodovino slovenskega naroda, še posebej našo pokrajino. K branikom pristopimo v spremstvu slovenske, občinske in evropske zastave, ki jo nosijo mladi iz naših vasi. Na kratko se branik predstavi in položi se šopek cvetja s povic trobojnico. Kolesarjenje se prične v parku spominov v Črenšovcih, kjer se spomnimo vseh žrtev Prve svetovne vojne ter vseh intelektualcev, ki jih je dalo Prekmurje, še posebej zgodovinarja dr. Ivana Zelka, Ferda Godine in dr. Franceta Cigana. Na Dolnji Bistrici se ob grobu Jožefa Godine spomnimo vseh tistih, ki so si prizadevali za priključitev Prekmurja k matični domovini.
Ob mostu čez Muro na Srednji Bistrici v Kantini se položi cvetje ob spominski plošči braniteljem mostu v osamosvojitveni vojni in v spomin vsem, ki so v tej vojni branili domovino. Na Gornji Bistrici se spomnimo žrtev druge svetovne vojne in vseh, ki so s kulturnim udejstvovanjem prispevali k ohranjanju slovenske besede. Nato se ustavimo pri spomeniku Osvobodilne fronte v Črenšovcih. V Trnju se pri kapeli spomnimo oziroma v hvaležnosti spominjamo vseh duhovnikov, ki so z ohranjanjem vere ohranjali tudi narodno pripadnost. V Gasilskem muzeju v Žižkih pa se spomnimo vseh gasilcev, ki so v svojih društvih vsej zgodovini krepili in ohranjali slovenstvo. Kolesarjenje se zaključi ob spomeniku Jožefu Kleklu pred sedežem občine Črenšovci. Tak dogodek povezuje skupnost, krepi domoljubno zavest in pokaže, da je spomin na naše korenine živ in močan. In potem še tale pobuda, ki jo je omenila tudi županja, torej Kjupinin izobes in slovensko zastavo. Z njo želimo krepiti zavest o pomenu državnih simbolov ter spodbujati ponosno izobešanje slovenske zastave v državnih praznikih in pomembnih priložnostih. V okviru akcije, tako kot je povedala županja, je bilo preko 200, mislim, da se že približujemo številki 300 zastav, ki jih občani lahko narečijo neposredno na občini. Na ta način si lahko vsak zagotovi kakovostno zastavo, ki je tudi primerna za izobešanje pred domom ali tudi na javnih prostorih. Ker je slovenska zastava simbol naše državnosti, enotnosti in pripadnosti narodu, z njenim izobešanjem izkazujemo spoštovanje do zgodovine, do vrednot in do dosežkov. Zato izobesite slovensko zastavo v državnih praznikih. Toliko. Hvala lepa, Mateja, za ta spodbuden in zaključek. V nadaljevanju pa vam želim predstaviti še osrednjo kulturno-turistično prireditev v občini, to je Jenamena Fest. Letos se bo zgodil že 17. po vrsti, to je festival rokodelstva, domače obrti, kulture in pristne domače kulinarike. V okolju je festival dobro sprejet, ima nek krog lokalnih, pa tudi širše sežemo obiskovalcev. Naj povem, da se vsako leto posebej trudimo, da pripravimo kvaliteten program, ki je našim obiskovalcem blizu. Tako bo letos v okviru programa, ki ga pripravljamo že cel teden, cel Jenamena teden že na prireditvenem prostoru Živahno. V sodelovanju z odbojkarskim klubom Črenšovci pripravljamo celotedenski odbojkarski kamp za deklice. Prijave se pridno zbirajo, tako da bo živahno. V okviru Jenamena Festa pa bo na dvorišču medgeneracijskega centra ali starega vrtca v Črenšovci, kot mi pogovorno pravimo, potekala tudi kiparska kolonija od torka naprej. In sicer dva kiparja umetnika bosta izdelala, en bo izdelal kar velik kip čevlarja, drugi pa bo izdelal čevelj. Do nas je namreč iz sosednje občine so pristopili neki posamezniki, ki so želeli, da bi v okviru kolonije za njih izdelali lesene skulpture, ampak potem se je v to zgodbo vpletla tudi občina Turnišče, njim se je to zdelo zanimivo in, kot pravim, čevljar bo postavljen v krožišču v Turnišču, čevelj pa bo končal v Planikini novi prodajalni. Zelo veseli smo, da je kolonija bila opažena tudi na takšen način. Bovnjaž stoji v centru Črenšovec, zraven je skulptura Duša Prekmurska. To so nekako ne skulpture, ampak pomniki, ki nam marsikaj sporočajo. Ljudje se večkrat tu ustavijo in ponosni smo, da smo tudi preko festivala nekje dali tudi na ta način neko dodano vrednost tako kraju kot družbi, ljudem, ki tu živimo. Glavnina dogajanja bo v petek in v soboto. V petek bomo že opoldne, ob 13. uri pričeli z srečanjem starejših, ki je tradicionalno. V nadaljevanju popoldneva pa sledi Jenamena senje. Tukaj želimo na tem senju predstaviti, pravimo Jenamena senje gnjez Inda. Želimo vseeno, ne glede na to, da sodoben čas prinaša neke nove trende, vseeno želimo, da se na stojnicah predstavijo rokodelci, domači umetniki,
taki, ki so mogoče nekoč prihajali na Je namen na fest kot ljubitelji, domači ustvarjalci, ampak iz tega sedaj uspešno peljejo obrt, neki posel, tako kot pač se jim zdi najboljše, ampak mi smo veseli, da smo dali priložnost in pa mogoče neko spodbudo tudi takim. Potem v nadaljevanju popoldneva ob 16. sledi Je namen na fuzbal z ekipami Pres Pomurje, ekipami naših domačih podjetnikov in pa ekipo občinarjev, mi pravimo, to so župani in predstavniki občinskih uprav. To je nogometni turnir, več tekem se odigra, ki sporoča, da je preživljanje prostega časa s športom zdravo in je dobro in vabi ljudi, da se na rekreativni način ukvarjajo s športom. Želimo, da smo zdrava družba in to želimo tudi na ta način sporočiti. V nadaljevanju popoldneva ob 17. sledi otroška gledališka predstava gledališča Pravljičarna prometne zagate. Naj povem, da so otroške predstave na Je namen na festu stalnica že od vsega začetka in so zelo dobro sprejete in tudi zelo dobro obiskane, tako da se prav veselimo te predstave. V nadaljevanju predstava bo potekala na odru Pod zvezdami, v nadaljevanju pa bo na tem odru literarni večer. V Črenšovcih je namreč luč ugledala ena nova knjiga, Kulturno-turistično društvo je vpeto v izdajo te knjige, da pa ne bom jaz kaj narobe povedal, pa bom besedo predal Mateji. Mateja, prosim, da malce več poveš o spominčicah. To je ta knjiga. In sicer torej na literarnem večeru bo predstavljena dvojezična knjiga Spominčice avtorice Agate Žoldoš v angleščini in pa v slovenščini. Agata Žoldoš je bila gospa rojena Vinčec iz Trnja, knjigo pa je urejala gospa Andreja Sever. V knjigi lahko spoznamo življenjsko zgodbo avtorice, ki je kot mlado dekle zaradi želje po boljšem življenju zapustila svojo družino in odšla v neznani svet. Z Jožetom Žoldošem iz Črenšovcev sta v Kanadi ustvarila družino s 5 otroki. V novi domovini sta se Agičini družini potem pridružili tudi sestra Barbara in njena mama Barbara in sestra Rozina. Agata je kljub temu, da je zapustila rodno vas Župnijo, pokrajino ob Muri, vse življenje bila povezana z domovino, še posebej z Župnijo Črenšovci. Avtobiografske zgodbe dopolnjujejo tudi 3 objavljeni prispevki v časopisih, 8 krajših prispevkov predstavlja Agato, kot so jo začutili ljudje v domovini in Kanadi, in knjiga je opremljena s fotografijami domačih krajev in Agatine družine. Več pa seveda na literarnem večeru vabljeni, da se vam pridružite. Tako, jaz upam, da nam bo uspelo, da literarni večer izpeljemo na način, kot si želimo, da bi se gospa Agata Žoldoš tudi v živo priključila našemu literarnemu večeru. Upam, da bo vse tako, kot načrtujemo. Jaz sem knjigo že prebral, moram povedati, in je en poseben vpogled v življenje ljudi, ki so šli čez mejo, tudi na tak ilegalen način kot gospa Agata. Ampak več o tem, vabljeni na literarni večer. Po literarnem večeru bo na odru Pod zvezdami gledališče na prostem, v okviru katerega bo naš sovaščan Šarkezi Andrej, ki ga poznate bolj pod imenom Bakreni, pripravil stand-up nastop. Smo ga že gostili v okviru abonmaja gledališkega v dvorani v Črenšovcih, smo se odločili, da še enkrat, bil je zelo dobro sprejet in radi postavimo naše domače ljudi na oder Je namen na festa, tako da vabljeni tudi na ta stand-up. Kulturno bomo zaključili dogajanje na odru Pod zvezdami z nastopom, s koncertom Okteta Belmura in potem po koncertu sledi veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi baravami, kjer bo čas za ples, za zabavo, za druženje, za še kaj, mogoče za prvo ljubezen, katerega izmed naših najmlajših bomo videli. Je namen na fest v soboto spet pričnemo ob 12. z rejlijem starodobnikov. Tradicionalno druženje
starodobnih kolesarjev, ki se jim priključijo tudi ljubitelji stare tehnike, tudi klub Jeep iz Murske Sobote pride z vojaškimi vozili. Skratka, druženje je namenjeno temu, da se stara kolesa, stari traktorji, stara vozila postavijo na ogled našim obiskovalcem. Vsi lastniki pa so povabljeni na panoramsko vožnjo po bližnjih krajih. Letos se bomo zapeljali v sosednjo občino Velika Polana na posestvo Pomelaj. Tam je socialno podjetje, ki odlične stvari pripravljajo. Jaz vas vabim, da se priključite temu rejliju. Lahko se peljete, lahko pa pridete tudi peš in vas bodo ižakovski pufkači kar na kolaj zapeljali ta rejli, tako da prijazno vabljeni. Potem, ko bodo kolesarji nekako zapustili prizorišče in se zapeljali proti Veliki Polani, bo v kulinaričnem kotičku v sodelovanju z IPA Pomurje, IPA Gastrodan, to je kulinarični kotiček, kjer bodo letos policisti za vse obiskovalce Ena Mena Festa kuhali enolončnice, mineštre, v glavnem jedina žlica in jih na en masterchefovski način skušali ponuditi našim obiskovalcem v pokušino. Verjamem, da bo zanimivo, kajti v kulinaričnem kotičku tradicionalno sodeluje tudi Društvo vinogradnikov, ki poskrbi za prav posebno osvežitev z odličnimi vini naših lokalnih vinogradnikov. Kar hitro bomo pričeli z veselico. Ob 2 popoldne smo naše domače marke povabili, to je naša lokalna skupina, ki deluje že več kot 20 let, da ne bom narobe povedal, več kot 20 let zabava stare in mlade. Že lansko leto so bili gostje na Ena Mena Festu in so bili zelo, zelo dobro sprejeti, zato smo jih povabili tudi letos, tako da že v popoldanskem času lahko pridete in se prijetno zavrtite ali pa zapojete z njimi. O 15. uri smo nekako si zamislili športno popoldne, kjer je šport bolj za rekreacijo, namenjen rekreaciji in druženje kot neki tekmovalnosti. Pripravljamo balinanje, rokometno popoldne, otroški odbojkarski kamp bomo zaključili z odbojkarsko tekmo, tako da bo dogajanje zanimivo, istočasno bo potekalo tudi senje. Pridite, vsak bo našel sigurno nekaj zase in se lahko celo popoldne družite z nami na Ena Mena Festu. Ob 17. pa spet pripravljamo za otroke gledališko predstavo. Miškino gledališče bomo gostili s predstavo Po predstavi pa seveda težko pričakovano žrebanje, namreč tradicionalno vsako leto na Ena Mena Festu vsem obiskovalcem pripravimo žreb, tako za otroke žrebamo Ena Mena Skiro. Otroci se pač prijavijo tisti trenutek, ko je žrebanje, morajo biti na prizorišču in nekomu, ki bo imel nekaj sreče, bomo podarili samo njegov skiro. To je vedno zanimivo žrebanje in pričakovanja so velika. Po žrebu pa seveda torta velikanka za vse otroke in nekako s to torto bomo potem tudi zaključili otroški program. Po otroškem programu pa se sledi gledališče na prostem. V goste smo povabili Sašo Županeka, ki bo se predstavil, kako iz prašiča narediti angleško kraljico, nasmejal naše, oziroma vse nas bo nasmejal, ki bomo na prizorišču Ena Mena Festa. Ob 19. pa sledi poletni koncert naših domačih glasbenikov, to je skupina Eternum. Vedno so dobro sprejeti na Ena Mena Festu in tako bo, verjamem, da tudi letos. Po koncertu kvinteta Eternum pa sledi Ena Mena Veselica s polkaholiki in skupino Genial. To je nekje v grobih okvirjih začrtan program. Jaz verjamem, da bo vsak od obiskovalcev uspel najti nekaj zase in da bomo ta 2 dni na samem prizorišču
preživeli v dobri družbi. Ker je Ena Mena Fest kar zajeten zalogaj za društvo, vsekakor pričakujemo in je pomembna prisotnost tudi lokalne skupnosti, občine. Zakaj občina pomaga? Vse mi vemo, zakaj pomaga, ampak želim povedati, da izzivam županjo, da bi izvedeli tudi vi. Prosim, da poveste našim gostom. Ja, kot je povedal, ne, občina podpira Ena Mena festival. Zakaj? Vesela sem zato, da se ta nadaljuje v zastavljeni obliki kot neka tradicionalna prireditev in vsako leto potem to tradicionalnost obogatijo z nečim novim. Naj povem tudi to, mogoče se spomnite, v letu 2023, ko so nas doletele poplave, so se člani kulturno-turističnega društva odločili, da bodo festival naredili kot dobrodelen, za kar sem res hvaležna in je tudi zelo dobro uspel. Tako da ta festival ustvarjajo številni prostovoljci, številni člani, predvsem člani kulturno-turističnega društva skupaj z ostalimi društvi v naši občini in prav to daje to bogatstvo temu festivalu, kajti tu je vloženega veliko prostovoljnega dela, veliko truda, veliko prostega časa za to, da se trudijo, da bi nenazadnje ta festival uspel. In tako kot je povedal, bodo tudi letos nastali številni dogodki, številna družabna srečanja, športna srečanja, potem likovno kolonijo je Damjan omenjal in vse to je priložnost za druženje in pa ustvarjanje nekega pozitivnega utripa v naši občini in zato sem res hvaležna, da se ta festival nadaljuje. Seveda je to tudi priložnost za promocijo naše občine in pa priložnost, da promoviramo tudi našo dediščino. Zato tudi z moje strani vsi lepo vabljeni v Črenšovce 22. in 23. avgusta. Prepričana sem, da bo vsak našel nekaj zase. Hvala lepa, županja. Mislim, da smo mi povedali to, kar smo želeli. Zdaj smo nekje predvideli čas, ki je namenjen vašim vprašanjem. Zdaj, če ima kdo kako vprašanje, izvolite. So koncertno dogajanje letos brezplačeno? Ja, nobene vstopnine na Ena Mena Festu ne bo, smo pa letos uvedli prispevek za druge aktivnosti, kot so rejli, ampak v zameno za to bo vsak pogoščen. Drugače pa je vstop na prireditveni prostor popolnoma brezplačen in res vabljeni vsi, da prijete na Ena Mena Fest. Hvala. Če ni vprašanj, jaz se vam zahvaljujem za vašo prisotnost. Pridite na Ena Mena Fest in začutite to festivalsko dogajanje in povejte še drugim, naj pridajo z vami. Hvala.